Pozdravljeni. Z nami je gospod Sašo Cunder, izvršni direktor Droge Kolinske in od konca aprila tudi prvi nadzornik Nove Ljubljanske banke. Gospod Cunder, vi trenutno delate v skupini Atlantic Group, prej ste bili tudi v Deutsche Bank, torej poznate imate izkušnjo z korporativnim upravljanjem v tujih podjetjih. Kako ocenjujete v primerjavi s tem kakovost upravljanja v naših družbah? Poglejte, najprej dober dan. Jaz sem dejansko, imam izkušnje in iz privatnega sektorja, v bistvu celo življenje sem delal v privatnem sektorju, delal sem tudi v tujini. In jaz pač na osnovi tega, kar vidim, lahko rečem, da z samim delom trenutno v NLB sem zadovoljen. Mislim, da je primerljivo s tem, kar lahko vidimo tudi v tujini ali pa kar lahko vidimo tudi v podjetjih, ki so v zasebni lasti. Kot je Atlantic Group, kot ste omenili, kot je bil pač Publikum, kjer sem začel kariero, kot je Deutsche Bank v Londonu. Zdaj, ko za ostala podjetja, pa pač kar spremljam tudi sam po medijih in kar spremljam preko tega, kar se dogaja, pa pač mislim, da je bilo podobno, kot je bilo v NLB v preteklosti, pač da je bilo vmešavanje ljudi, je bilo vmešavanje politike državnega lastništva v upravljanje teh podjetij, kar je po mojem mnenju efektivno tudi rezultiralo v temu, kar vidimo danes, namreč, da je banka tudi NLB v procesu sanacije in da so tudi mnoga podjetja trenutno v Sloveniji v težavah. Glede, zdaj, organi upravljanja NLB-ja so bili vedno predmet političnih apetitov, ne, v vseh, tako rekoč, vladajočih garniturah. Kako ste vi prišli v ta nadzorni svet? Na kak način so vas povabili? Jaz sem bil pač dejansko povabljen zaradi mojih mednarodnih izkušenj, predvsem pač tukaj v primeru gre za, kot sem rekel, za moje delovanje oziroma moje delo v Deutsche Bank in pa zaradi tega pač ostalih stvari, ki sem jih delal tudi potem, ko sem bil tudi ko sem bil glavni finančni direktor Droge Kolinske. Tako da na tej osnovi so povabili hkrati tudi z tujci, ki so potem prišli v nadzorni svet. In pač, če smem se navezati na intervju, ki ste imeli z gospodom Šušteričem, mislim, da ste dejansko takrat želeli na neke točke prekiniti s tem, ker dejansko je bilo potrebno spremeniti način upravljanja NLB-ja, pripeljati na ljudi, ki so neodvisni, ki so strokovni. Kdo pa vas je konkretno povabil? Bil to gospod minister? Ali? Ne, konkretno me povabil pač neka oseba, ki v javnosti pač ni poznana, tako da je pa pač minister potem podprl mojo kandidaturo. Zdaj ste nekako približno mesec dni, ne, na mestu prvega nadzornika Nove Ljubljanske banke. Vas je recimo v tem času kdo klical, pričakoval od vas kakšne ukrepe, dejanja, odobritev kakšnega posojila? Ne, v tem času me ni nihče kontaktiral, sem pa seveda pač na tem položaju, kot sem v kontaktu z Banko Slovenije, sem v kontaktu s finančnim ministrstvom, sem v kontaktu z največjim lastnikom. Tako da bi pa karkoli želeli od nas, pa se ni zgodilo in tudi pač mislim, da se sami zavedajo, da pač nadzorni svet je odgovoren družbi, v tem primeru banki NLB, za to svojo odgovornost odgovarja tudi s svojim premoženjem in mislim, da pač te ljudje, ki so noter in Slovenci in tujci, ne bi tvegali svojega ugleda s tem, da bi pač poskušali kaj pripeljati mimo primernega načina upravljanja družbe. Glede, zdaj, že sami ste omenili, da je torej nadzorni svet NLB-ja mednarodno sestavljen, ne? Zdaj je lahko po izkušnjah, ki jih imate do zdaj z delom v tem nadzornem svetu, je to lahko nek model, po katerem bi se vendarle v Sloveniji nekako oddaljili od tega političnega vpliva, da bi družbe vendarle bile bolj recimo strokovno in predvsem učinkovito vodene, ne? Je to lahko nek model, ki bi mu lahko sledili tudi v drugih podjetjih državnih, ne? Jaz zelo podpiram kombinacijo tujega znanja in pa pač domačih strokovnjakov. Mislim, da je NLB zelo veliko dobila od tega, ker so v nadzorni svet prišli tuji strokovnjaki, neodvisni strokovnjaki. In mislim, da pač tudi v drugih družbah bi bil to primeren način, recimo, da so ljudje, ki so se s tem ukvarjali, gospod Vilke je bil pač prej predsednik oziroma direktor slabe banke v Angliji in on pač
na osnovi tega zelo veliko ve o tem, kako je take probleme potrebno reševati. Gospa Auckland je bila je še vedno članica nadzornega sveta banke v Islandiji, kjer so potem, ko se je sistem podaril, na novo poskušali postaviti. Tako da jaz mislim, da način kombinacije tujih strokovnjakov, ki so se s tem ukvarjali, ki so kdaj to že dejansko naredili, in pa domačih strokovnjakov, je najprimernejši način vodenja tudi državnih družb. In to so ljudje, ki po mojem mnenju se zavedajo, da delajo v dobro družbe. Ne podlegajo pač tudi, če se pojavijo pritiski, in tem pritiskom ne podlegajo. Bi bilo treba na tak način potem strukturirati tudi uprave, recimo, po tem recimo mešanem vzorcu? Ja, jaz mislim, da da. Zaradi tega smo tudi v NLB-ju, kot veste, zdaj bo pač potrjen tudi 4. član uprave. Imamo 2 slovenska člana in 2 tujca. In pač iščemo še dodatno člana uprave za tveganja. In mislim, da pač, ko sem rekel, ta kombinacija znanja je pomembna. Pričemer pa pač, če je človek dober, če obvlada, ni važno, s kje prihaja, važno je njegovo znanje. Tujci prinesejo pa znanje tudi sabo. Glede, davkoplačevalci smo pravzaprav daleč največ denarja med državnimi podjetji do zdaj pač vložili v banke in ga še bomo, ne? Zdaj, zato nekako javnost pričakuje, da se bodo poiskali odgovorni, ki so povzročili to slabo poslovanje bank, ki so dajali slabe posojila in tako dalje. Zdaj lahko pričakujemo, da bo recimo NLB sprožila kakšne take postopke, morda vložila tudi kakšne odškodninske tožbe, ali se ne boste ozirali nazaj, kakšna je? NLB se je pač že tudi na podlagi sklepa skupščine izvaja forenzične preiskave postopkov v 2 podružnicah, iz katerih je prišlo veliko slabih posojil. To sta pač podružnica v Zürichu Interfinanc in pa LHB, ki ga mislim, da že vsi poznamo. Moje mnenje okoli tega je, da vkolikor se naleti na stvari, ki so niso bile samo slabe poslovne odločitve, ali so bili znaki dejanske malomarnosti, gross negligence, kot se reče v angleščini, potem je to potrebno predati primernim organom, da pač potem to preganjajo in dejansko te ljudi, če so bile narejene kakšne napake, pač potem tudi ustrezno te organi obravnavajo. Mislim pa, da pač je pa za samo upravo, za sam nadzorni svet je pomembno, da se pač gleda naprej. Zaradi tega, kar se je zgodilo v preteklosti, denar je že šel, denarja ni več. In kot sem rekel, če se opazi, da je šel na nepravilen način, je to potrebno preganjati. Se mora pa uprava in nadzorni svet in pa sama banka se mora pa fokusirati za prihodnost, da dejansko to je edini način, da se s to banko dela drugače in da se potem tudi, kot ste sami rekli, da davkoplačevalci, ki vlagajo denar v banko in ki upravičeno pričakujejo neke odgovore in boljše poslovanje, dejansko banka začne poslovati tako, kot je potrebno. To vas sprašujem recimo tudi zato, ker je recimo Komisija za preprečevanje korupcije celo izdala neko uradno stališče o sistemski korupciji v bankah, ne, državnih bankah, kar je pravzaprav zelo huda obsodba, ne. Takrat je pač Komisija za preprečevanje korupcije rekla, da pač je bilo preveč politično kadrovanje, da pač je bila banka bližja politiki in zaradi tega, kot sem rekel, rešitev tega je pač neodvisen in strokoven nadzorni svet in neodvisna in strokovna uprava. In pač mislim, da sami vemo, da pač na ljudi, kakršni so tujci z velikim ugledom, je zelo težko vplivati, pa tudi na domači strokovnjaki tudi ne bojo tvegali svojega ugleda. In mislim, da to je način, da se potem banke vodijo naprej, da ne bo ponovno prišlo do tega, kar je ugotavljala Komisija za preprečevanje korupcije. V NLB napovedujete, da bo banka nekako čez leto dni očiščena, ne, in da bo recimo pripravljena, ne, za potencialno prodajo ali pa recimo vstop nekega strateškega vlagatelja. Bi po vašem mnenju morali bančni sektor v Sloveniji privatizirati? Bi bilo to bolje? Jaz pač sem zagovornik privatnega lastništva. In mislim, da pač privatno lastništvo dela bolje kot državno lastništvo. Jaz mislim, da pač NLB je potrebna sanacija. Jaz mislim, da v roku enega leta se lahko tisto, kar je bilo v preteklosti slabega narejeno, da se počisti, da se prenese na slabo banko in potem lahko banka začne delovati normalno. In pač potem v prihodnem obdobju, ko bo pač čez leto pričakujem začela iz točke nič, lahko se pač pričakuje, da bo banka začela ponovno biti profitabilna in ja, na neki točki bi priporočal, da se banko potem proda
privatnemu sektorju. V celoti. V celoti. Kako pa ocenjujete zastavljen model slabe banke? Vemo, da sta tukaj bila nekako dva modela v igri, ne? Eden je bil ta znotraj bančnega sektorja, torej reševanje slabih terjatev znotraj bančnega sektorja in drug pod okriljem države. Zdaj odločili smo se za to drugo pot. Ne? Se vam zdi to dobra rešitev ali menite, da bi bila prva boljša? Ravno zaradi teh špekulacij, ki so se ob tem pojavile, da se tukaj spet dobiva nekako politika, ne, vzvode za svoje upletanje. No. Najprej jaz sem pač spoznal direktorje slabe banke, tako izvršnega kot neizvršne, in mislim, da so pač zelo strokovni gospodje, ki se pač tega ne bojo dovolili nekako vmešavanja politike. Kot drugo, NLB je začela z interno slabo banko in mislim, da je pač to primer način, da preneseš vse problematične zadeve, vse zadeve, ki niso tvoj osnovni posel, preneseš na neko mesto, ki imaš potem, ki se vodi ločeno, čeprav je še zmeraj v bilancah banke, ampak se prenese. Tako se identificirajo in tudi olajša prenos na samo slabo banko, kakšna je trenutno eksterna, ker pač po mojem mnenju NLB dokaj dobro pripravljena na ta prenos. Zdaj, modeli so različni, različne države so uveljavljale različne modele in pač težko je reči, da je en boljši ali slabši. Meni je trenutni model, kot je bil že predlagan že v preteklosti in ko so ga v Sloveniji potrdili, mi je blizu, zaradi tega, ker se dejansko te stvari, ki so problematične, prenesejo ven in dejansko banka očiščena je potem prej lahko verjetno pripravljena na to, da se lahko proda oziroma da začne boljše poslovati in se tisti problematičen del rešuje zunaj banke. In pač tako da, kar se tega tiče, sam ta prenos pa tudi zahteva je malo daljši kot pa interna slaba banka, ker zahteva tudi vrednotenja in neodvisnih cenilcev mora biti prenesen. Tako kot sem rekel, mislim, da vsaka banka bi bilo v redu, če naredi svojo slabo banko, dedicira in potem to prenese na centralno slabo banko. Poznamo tudi argument gospoda Šušteršiča, ki pa rekel pač, in jaz se s tem v osnovi tudi strinjam, v Sloveniji so precej banke izpostavljene do istih komitentov. In pa zaradi tega ima smisel, da se prenese na eno samo banko, da pač se z deleži upravlja v enem samem podjetju oziroma v eni sami slabi banki. Ja, zdaj eno pomembnih vprašanj v okviru te sanacije, ne, so tudi številni zaseženi deleži, ne, ki so jih banke potem po tej liniji pridobile, postale lastnice. Zdaj vemo, recimo najbolj izpostavljen tak delež je Mercator, ne, kjer se pravzaprav že nekaj časa to neuspešno prodaja. Ne. Menite, da bi banke morale bolj odločno pristopiti k prodaji teh deležev, ki jih imajo v portfelju? Ni naloga banke, da upravlja s podjetji. Torej pač, po mojem mnenju, mora banka deleže v podjetjih, ki jih pridobi, tudi prodati in tudi NLB gleda deleže v podjetjih kot nekaj, kar ni del osnovnega posla in se tudi prenašajo na interno slabo banko. Tako da moje mnenje je, da morajo banke te deleže prodati. Torej, če vas prav razumem, potem tudi podpirate, da bi NLB podprla recimo prodajo Mercatorja, če bo zadeva prišla tako daleč in če se bo našel primeren kupec. Če bo primerna ponudba, potem podpiram prodajo Mercatorja, ja. Mislim, da pač NLB, da bi NLB se ukvarjala z upravljanjem Mercatorja, ni osnovna naloga NLB-ja. Gospod Cunder, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.